Živa, Luka tukaj. Zdaj se bomo pogledali, kako izboljšati svojo mehaniko gibanja v gležnju. Pogosto je ta težava prisotna ravno po zvinu gležnja. Gremo najprej na enostaven test do stene, se pravi, potisnemo koleno naprej in zdaj občutimo, da se zadeva vtesni tle spredaj. Se pravi, nas ne omejuje razteg na zadnji strani, ampak je vtesnitev spredaj. Zdaj, mi, če bomo še toliko naprej ves čas potiskali na nogo, verjetno ne bomo kaj dosti dosegli. Najprej moramo v bistvu sprostiti predvsem sprednjo stran. Kako bomo to dosegli? Gremo zadevo pogledati kar dol na podlago. Se pravi, najprej se bomo usedali dol na podlago in zdaj probamo tukaj definirati, v čem je sploh težava. Ok, to lahko preverimo malo na ta način. Če je problem bolj v tibialis anterior, potisnemo na zgolj koleno. Ok, če tukaj čutimo, da nas tukaj dejansko v sprednji strani vtesni, je to lahko še prva vaja. Se pravi, iz tega položaja gremo samo s kolenom na vzgor, malo zadržimo in vrnemo nazaj. Če tukaj ni bilo neke težave, gremo potem direktno naprej na naslednji test. To je v bistvu, da probamo najprej raztegniti vse prste za izjemo palca. Se pravi, sedimo na petah, povlečemo prste na vzgor. Če tukaj začutimo neprijetnost, ok, lahko probamo s tem dejansko malo sprostiti zadevo. Se pravi, zadržimo v nežnem raztegu in bo postopoma malo popustilo. Enako ponovimo s palcem, ker lahko je tudi omejitev v palcu. Čisto ista zadeva. Vse te zadeve potekajo v tej sprednji strani in te so vse tiste, ki bi lahko utesnjevali. Kako je še ena zadeva potem, ki jo lahko naredimo vedno sočasno oziroma še tudi pred tem, je, da zadevo malo sprostimo na tem valju. Enako bi lahko ponovili tudi z žogico, se pravi, si zastavimo spodaj žogico in samo naslonimo navzdol. Ok, se pravi, da zinhibiramo oziroma sprostimo ta sprednji del, bolj zunanji del. Ok, naslednja zadeva, ker se tega tiče, in potem gremo nazaj ponoviti prvotni test. Se pravi, zdaj smo naredili te sprostilne vaje, gremo sproti. Ok, če zdaj recimo začutimo, da tukaj ni več toliko vtesnitve, da začutimo razteg zadaj, zdaj smo prišli do točke, ko lahko gremo na izvajanje te vaje. Lahko v bistvu zdaj potiskamo koleno naprej, oziroma še ena bolj dinamična varianta je ta, da gremo v bistvu v visok dvig na prste, zdaj počasi spuščamo navzdol, ves čas koleno močno potiskamo naprej, tudi upiramo se v steno, ker ga hočemo odriniti stran od sebe in počasi prehajamo s peto proti podlagi. Zdaj, če vtesnitve ni več spredaj, bomo začutili na zadnji strani pri ahilovi tetivi razteg. Na tej spodnji točki močno pritiskamo proti steni in držimo, vztrajamo. Sčasoma bomo videli, da peta se spusti malo nižje in to ponovimo nekje 5-krat s takim dolgim, nekje 30 sekundnim raztegom.